Sem Uroš Kočevar, fotoreporter. Vedno pravim, da nisem fotograf, ampak fotoreporter, to vedno poudarjam. Sodelujem s časopisom Delo, potem delam še za druge stranke, se pravi, sem čisto na svobodi. In ravnokar smo začeli en projekt, večji, ki se imenuje Collective Images, in 7 fotografov, Slovenija, Hrvaška, in upamo, da bo to uspešen projekt. Moje izkušnje z spoštovanjem avtorskih pravic v fotografiji so zelo, meni kot avtorja, imam zelo slabe izkušnje, recimo ogromno nespoštovanja, ogromno je kraj, recimo, ko sem ravno omenil Collective Images, ko smo decembra delali v Franciji žensko evropsko prvenstvo v rokometu, kar zelo dobro ve tudi kolega Anže, ki snema, smo namreč fotografije, ki so bile objavljene na naši spletni strani oziroma ponujene našim strankam, so nekako ena ruska spletna stran je prišla do tega in so cele galerije iz tega delali in tako naprej. Skratka, fantastičen primer za odvetnike, samo tle pa zdaj problem, kaj lahko storimo, smo v bistvu v fazi ugotavljanja, kaj sploh lahko storimo glede na to, da to iz Rusije, in še potem, ko smo jih opozorili na to, ne bi mi vlekli nobenih pravnih akcij, ko smo jih opozorili, so še vedno naprej veselo, ne morem drugače reči kot kradli, kajti to je kraja. Ko nekdo vzame nekaj brez vprašanja, brez dovoljenja, je kraja enako kot je kraja v trgovini, je kraja iz spletne strani. Zame kot fotografa oziroma fotoreporterja to pomeni, da sem s tem prikrajšan za prva stvar je, da si prikrajšan za honorar, druga stvar je pa to, da to je enako, kot da bi šel zdaj v neko galerijo, pa bi ukradel neko sliko iz stene. Recimo, lahko se zgodi, da bo nekdo vzel mojo fotografijo iz katerekoli spletne strani, jo uporabil v komercialne namene, imam posledično jaz lahko težave s človekom, oziroma s subjektom, ki je fotografiran. Na primer, jaz tebe posnamem na ulici, ta fotografija se znajde v nekem arhivu, se znajde v neki spletni strani, ti nimaš nič proti temu, si podpisal, se strinjaš z tem, z editorial objavo, in nekdo to uporabi, to fotografijo ukrade in jo uporabi v komercialne namene, tukaj pa nastanejo težave. Takrat pa ti lahko tožiš tega, ki je uporabil, lahko tožiš mene, češ da sem jaz prodal, se ugotovi, da nisem prodal, pa se to umakne, ampak tožiš potem lahko ti kot model dobiš, jaz moram potem tožiti tega, ki je to ukradel in tako naprej. Skratka, cel ta krog tožbe se sproži, ampak tega se ljudje sploh ne zavedajo, kaj to pravzaprav povzroči. Naprimer, tlele je zelo pomembno opozoriti predvsem mlajše uporabnike interneta, da ko vzamejo eno fotografijo iz spleta, ki ni njihova, se ne poznajo izvora in jo objavijo na svojem socialnem omrežju, na svoji spletni strani ali kjerkoli, je s tem ogromno tvegajo. V bistvu najmanj, kar lahko naredijo, je to, da to fotko podpiše, ampak še vedno pa tvegajo tožbo in ogromen odškodninski zahtev, ki gre lahko zelo visoko. Najprej, če podpišejo, s tem majčkeno manjši, ampak če pa ne podpiše, se pa to govorimo o velikih zneskih. In mislim, da starši ne bi bili zelo veseli, če se jim kaj takega zgodi. Ko že govorimo o teh krajah spleta, je to popolnoma enako, kot je film, glasba, fotografija, v bistvu to je avtorsko delo, kot vsako drugo. Tako kot slikarsko platno delo, je fotografija tudi delo. Če že hočete, Walter Benjamin je govoril o auri, tudi tukaj imamo.